Bolečina v tvojem kolenu lahko izvira od tod in v tem videu ti bom pomagal ugotoviti, ali je to tvoj primer, ter ti pokazal nekaj vaj, ki lahko celo trajno odpravijo to težavo. Fenomenalno. Zunanji mišici meča, torej mišici na zunanji strani meča, objemata koleno od zadaj. In neverjetno je, koliko fizioterapevtov se zdi, da pozabijo na to mišico, ko zdravijo kakšno težavo s kolenom. Predstavljajte si, če ena od teh mišic vleče bolj kot druga, ali če sta obe napeti. To se bo odražalo na tvojem kolenu, motilo bo tvoje koleno in povzročilo bolečino ter obrabo, kot bi imel neporavnano pnevmatiko. Res je. Ta vaja bo deaktivirala glavne točke napetosti v mišici, v mečnih mišicah, v zunanjih mišicah meč. Predlagam, da to vajo najprej narediš samo z bolečo nogo, ker lahko potem primerjaš eno nogo z drugo in vidiš, kaj se je res spremenilo. Prvi korak. Želim, da postaviš nogo, naj drsi ob strani stola, tako kot tukaj. Poglej, naj vidim, če boš tako bolje videl. Tako, pripravljeno? Na ta način lahko zlahka dosežeš mišico, ne da bi se moral zvijati ali poškodovati hrbtenico. Drugi korak. Uporabil boš blazinico palca ali katerega koli prsta, da poiščeš glavno, največjo točko napetosti. Vedeli boste, da ste ga našli, ker je to boleča točka, je trda, toga. Zdi se, kot da je vozu, ali pa je občutek, kot da je modrica. Če lahko, poišči točko tukaj, na tem prehodu mišice. Vidiš? Ko potisnem stopalo ob tla, vidiš, da mišica tukaj skoči ven, spodaj pa je del tetive. Torej, med delom, ki je bolj izbočen, lej bom napel mišico, med delom, ki je bolj izbočen, vidiš tukaj, med bolj izbočenim delom in delom, ki je bolj raven, prav tukaj boš iskal točke. Doktor Aleksander Mota, ne moram najti tega področja pri sebi. Ni problema. S palcem poišči bolečo točko. Ko najdeš prvo, najbolj bolečo, trdo, občutljivo, poškodovano. Zmanjšaj pritisk in preprosto ostani tukaj. Ohrani enak pritisk od začetka do konca, minuto in pol. Občutil boš, kako se mišica sprošča, bolečina popušča, sprošča se, ne pritiskaj več, prav? Ko mine minuta in pol, preprosto pojdi na drugo točko. To boš naredil na 3 najhujših točkah. Pazi, če ko umakneš prst, koža ostane udrta, kot da bi bila luknja. Več kot 30 sekund je to znak, da imaš zastajanje tekočine ali da je koleno oteklo. Kmalu bom povedal več o tem. Ko končaš s 3 točkami, vstani, premakni noge, malo hodi in primerjaj eno nogo z drugo. Občutil boš, da je noga, na kateri si izvajal vajo, veliko lažja. Koleno se giblje bolj svobodno in imaš večji občutek čvrstosti. Ta napetost, ki sega vse do meč, je običajno ista napetost, ki prihaja iz vseh mišic zadnjega dela noge, ker gre za miofascialno verigo, je nekakšna veriga mišic. To je nekakšna veriga mišic, prav? Torej bo ta vaja zdaj izboljšala preprosto vse te mišice na zadnji strani noge naenkrat. Vajo boš izvajal leže. Pomembno je, da sezuješ superge. Moral bi jih sezuti že prej. Ne bom se šalil, da je na srečo internet brez vonja, brez skrbi. Ulegal se boš z nogami obrnjenimi proti steni s trebuhom navzgor. Lahko uporabiš blazino tukaj, da ti bo bolj udobno. Nogo, ki jo boš raztegnil, premikal in sprostil, boš iztegnil ter s peto prislonil ob steno. Koleno iztegni toliko, kolikor ti je še udobno, in nogo čim bolj sprosti. Ko si tukaj, boš naredil ta gib stopalom. Pazi, lav. Vidiš? Ja, vidiš. Povleci stopalo k sebi in ga vrni nazaj. Povleci stopalo k sebi, dokler ne začutiš prijetnega raztezanja, brez sile, brez bolečine. In ga vrni nazaj. To boš ponovil, nadaljeval s tem gibom, ohranjal ritem ali naredil 60x60 ponovitev. In za tiste, ki nimajo potrpljenja štet, nastaviš minuto in narediš toliko ponovitev, kolikor jih je treba. Ko končaš 60 ponovitev ali minuto, se vrni, ponovno sedi, premakni se, hodi, primerjaj eno nogo z drugo in mi povej, kaj se je do zdaj spremenilo. Ekipa za razsvetljavo, prosim, pridite na snemanje.
Ekipa za razsvetljavo, prosim, pridite na snemalni set. Oddaleč. Glavna težava pri lajšanju te napetosti je, da meča sestavljajo 3 mišice. In preprosto grozno je videti toliko fizioterapevtov, toliko strokovnjakov, ki poskušajo narediti ta razteg narobe, kar povzroča več bolečine kot pa raztegovanja. Ne gre, kaj ne? Skrb za naše koleno mora biti enostavna, mora biti preprosta. Najbolj pameten način, ki ga poznam za to, je, da rešimo tisto, kar ovira naše koleno. To bo prineslo olajšanje bolečine, to bo naredilo tvoje koleno bolj sproščeno, bolj svobodno, lažje. To bo pospešilo zdravljenje, ki ga že izvajaš. Da ti pomagam pri tem procesu, imam 2-tedenski program vaj, ki jih lahko izvajaš doma. Vsak dan so 3 različne vaje, da uravnotežeš koleno, poravnaš celo nogo in začneš s krepitvijo. In kot vedno, povezava do programa Te Adorno Ožoelho je v opisu, tako za tiste, ki želijo več informacij, izvedeti, kako deluje, postaviti vprašanja, kot tudi za tiste, ki želijo začeti program ali začeti 7-dnevni preizkus. Pa pojdimo naprej. To raztezanje, ki ga bomo naredili, je raztezanje, ki zajame dele mišic. Drži se pravega zaporedja. Začni raztezanje od znotraj navzven. Prvi korak je, da narediš rolico, poglej, rolico s krpo za tla. Prav, ker boš dal na tla, mora biti krpa za tla. Kaj ne? Prosim. Postavi sprednji del stopala na to rolico, peta naj bo na tleh in tukaj preprosto potisneš koleno naprej, lahko se nasloniš na steno, prav, vidiš? Vidiš, prav, odlično. Potisni koleno naprej, peta naj ostane na tleh, dokler ne začutiš globokega raztezanja v mečni mišici. Zadrži ta razteg nekaj sekund, 10, 30 sekund. Če lahko, začni premikati prste na nogi. Glej, dvigni prste, spusti prste. Dvigni prste, spusti prste. To delaj 1 minuto. Kdor ne more premikati prstov, ni problema. Naj samo ostane v tem položaju in drži razteg 1 minuto. Potem bomo raztegnili zunanje mišice. Od tu naprej samo stopi naprej in iztegni koleno. Občutil boš, kako se razteg podaljšuje in sega vse do kolena. Spet 30 sekund mirno stojiš in 30 sekund premikaš prste. Kdor ne zmore, naj 1 minuto mirno stoji in ohranja ta prijeten razteg. In če je tvoje koleno postalo bolj sproščeno, lažje ali imaš občutek trdnosti? Po vajah naredi to zaporedje 1 ali 2 na dan. Videlo boš, da se ta mišica vsak dan bolj sprošča in ustvarja manj napetostnih točk. In se spomniš, ko sem ti govoril o zastajanju tekočine, o teklem kolenu? V tem videu tukaj pokažem vaje za zmanjšanje otekline kolena in noge. Če ti bom danes lahko pomagal, ne pozabi deliti tega videa z nekom, ki ga boli koleno ali ima kakšne težave s kolenom. To je vse, kar te prosim. Naj ta video pride do tistih, ki ga potrebujejo. Tukaj se poslavljam, veliko objem in se vidimo naslednjič.